Čopova ulica 8. decembra lani. Armin Djutović je razgrajal na terasi enega od gostinskih lokalov in brez razloga udaril nizozemskega turista. Policisti so nasilneža kmalu prijeli, ker se je temu upiral, pa so uporabili prisilna sredstva. A tu se je prava drama šele začela. 6 minut je bil brez zraka, z glavo obrnjeno v tla, ken pas, po domače povedano, sredi centra Ljubljane. On je bil možgansko mrtev in to se je potem tudi dokazalo, obdukcija je to dokazala. Sorodniki so prepričani, da so policisti ravnali nezakonito in s preveč sile, zato so tragični incident pod lupo vzeli na notranjem ministrstvu in pred 2 mesecema ugotovili, da so torej policijske uprave Ljubljana nepravilno uporabili strokovni prijem davljenja, torej že na obvladanem človeku, in da mu tudi niso pravočasno nudili tiste prve pomoči, preden so prišli reševalci. Razloži novinarska kolegica Večera, ki je primer podrobno spremljala od prvega zapleta. Dobro leto kasneje pa še reakcija specializiranega državnega tožilstva, ki je proti 6 policistov vložilo neposredno obtožnico. To pomeni, da ni bilo sodne preiskave zoper enega policista, ki mu očita povzročitev smrti iz malomarnosti, zoper Armina Djutovića, 5 policistkam in policistom, ki so bili na intervenciji, pa opustitev pomoči. Da so policaji prišli, da so uporabljali prisilna sredstva. Vse to je normalno in podpiram to. Kot državljan mi je to vse sprejemljivo in tako more biti. Ne sprejemam pa tega, da se izvaja nasilje nad nekom, da se potem to prikriva in da se v bistvu ljudi ubija. Na policijski upravi Ljubljana, kjer je 6 po neuradnih informacijah še vedno v uniformi, zadeve vsebinsko ne komentirajo. Glede vprašanj lahko pojasnimo, da v zadevi potekajo notranji varnostni postopki, saj so končne ugotovitve v veliki meri odvisne od preiskave na tožilstvu, ki še ni končana. Prav tako poteka predkazenski postopek, policija pa je na specializirano državno tožilstvo odstopila vso razpoložljivo dokumentacijo. 6 policistov do pravnomočne razsodbe velja za nedolžne. Končno besedo bo imelo sodišče, žal pa je moral pri tem umreti oče 6 mladoletnih otrok, kar je za družino nepopravljivo.